Ok, priznam, sem popolnoma brez idej in res ne vem, s čim primerjati ta grozen občutek. Ko daš vse od sebe in treniraš na polno, tvoja preobrazba pa stoji na mrtvi točki, je to lahko trenutek, ko se zlomiš in enostavno odnehaš. Mogoče ti je ta situacija že poznana. Ko lahko po vsakem treningu dobesedno ožameš majico, odvečna maščoba na tvoje trebuhu ostaja, kilogrami se ne premaknejo, oblika telesa in mišični tonus pa ostaneta nespremenjena. Skratka, ne opaziš nobenega napredka. Sprašuje se, kaj hudiče se dogaja v tvojem telesu in iščeš logično rešitev. No, povem ti, da je ta daleč najbolj enostavna. In ko jo delim z ostalimi, je reakcija vedno zelo zabavna. Ne, nemogoče, je s tabo vse v redu, vse to so izjave posameznikov, ko jim povem, zakaj ne opazijo nobenega napredka. In prepričan sem, da se jim pridružiš tudi ti. Zakaj? Predlagam, da čim prej pogledava, kaj se v resnici dogaja v tvojem telesu in prepričan sem, da bo odgovor več kot očiten. Pa začniva. Najprej ti želim povedati, da za to ni kriva tvoja genetika, da se to ne dogaja samo tebi in da nisi črna račka. Gre za situacijo, v kateri se znajde ogromno posameznikov, a o tem nočejo govoriti. Vse skupaj razumejo kot poraz, ki ga raje zadržijo zase in točno v tem je največji problem. V tej situaciji si je znašla tudi Petra, izbranka brezplačnega izziva, ki je z nami delila svojo izkušnjo in hkrati razkrila najpogostejšo rešitev, za katero se odloči večina. Če se preobrazba ustavi oziroma je želja hitrejši napredek, kaj naredi večina posameznikov? Tako je, na svoj urnik dodajo še več treningov, ker velja prepričanje, da več kot treniraš, hitreje prideš do cilja. Vem, tudi sam sem verjel tem pravljicam. Namesto 4 treningov tedensko začnejo trenirati vsak dan. Treningi so vse daljši in daljši, včasih celo trenirajo 2-krat dnevno. Čeprav so prepričani, da gre za ultimativno rešitev, se s tem početjem v resnici oddaljujejo od želenega cilja. Namreč točno to so poteze, zaradi katerih so številni posamezniki obsojeni na neuspeh in hudo razočaranje. In vse to zaradi zelo preprostega razloga in to je pretreniranost. Ok, zadeva je sledeča. Brez vsakega dvoma je redna telesna aktivnost nujna, če si želiš povečati zdrav delež mišične mase, porabiti odvečno maščobo, ki te jezi, izboljšati svoje zdravstveno stanje, se v svojem telesu počutiti odlično, izboljšati svojo kondicijsko pripravljenost, pokati od pozitivne energije, si povrniti samozavest in tako dalje. Ampak ne pozabi, da preveč dobrega lahko škoduje. Recimo, če za primer vzamemo vodo. Verjetno se strinjaš, da brez vode ni življenja. Ampak če jo je preveč, je ta lahko smrtonosna. Ali pa recimo zdravila. Lahko ti pomagajo premagati hudo bolezen, ampak če z njimi pretiravaš, so ta lahko ubijalska. In zapomni si, da enako veljako govorijo o treningih. So brez dvoma ultimativni pripomoček, ki ti pomaga na poti do cilja, če pa s tem početjem pretiravaš, prekuri svoje telo in popolnoma prekine svojo preobrazbo. Poglej, zadeva je zelo preprosta. Osnovni cilj preobrazbe pri številnih posameznikih je zelo jasen in zdi se mi, da je tvoja želja precej podobna. Verjetno razmišljaš o ekspresni porabi odvečne maščobe, ki v tem trenutku kvari tvoje počutje in tvojo samozavest, in boljšem mišičnem tonusu, ki poskrbi, da je tvoje telo čvrsto in lepo oblikovano. In ker je telo sistem, katerega glavna naloga je preživetje, se vedno brez izjeme prilagaja na vse signale iz okolja, med drugim tudi na število treningov. In če pozabiš na pravila igre in s treningi pretiravaš, potem se v resnici oddaljuješ od prej omenjenih ciljev. Posledice so lahko zelo neugodne. Zapomni si, da vsak trening, če je seveda oblikovan pravilno, predstavlja šok za tvoje telo. In logično je, da vsak šok pušča določene posledice. Ker je tvoje telo med treningom obremenjeno, se te v obliki mikropoškodb kažejo na mišičnem tkivu. To je sicer popolnoma normalno, ampak pazi. Problem nastane takrat, ko zaradi prekomernega števila treningov prekineš proces regeneracije, ki je nujna, če želiš oblikovati čvrsto fit postavo. Zapomni si, da takrat, ko počivaš, telesu omogočaš, da zakrpa mikropoškodbe in se tako prilagodi na signale iz okolja. Rezultat tega procesa je močnejša, bolj čvrsta in lepše oblikovana mišica, kar logično vpliva na obliko tvoje postave. Če pa na to pravilo pozabiš, zaradi prekomernega števila neprestano trgaš mišična vlakna in s tem početjem onemogočaš pojav kakršnega koli napredka, kar se tiče čvrstosti in oblike telesa. No, na začudenje marsikoga pa to sploh ni največji problem. Tisto, kar resnično ubija tvojo motivacijo in tvoj napredek, ni povezano z mišicami, ampak z odvečno maščobo. Pazi to, če se še spomniš, vsak trening predstavlja šok za tvoj organizem. In ko je organizem izpostavljen taki situaciji, se na to logično prilagodi. Kako? Tako, da poveča nivo stresnega hormona, imenovanega kortizol, ki poskrbi, da v takih trenutkih tvoj organizem deluje kar se da učinkovito. Vse lepo in prav. Če pa se zgodi, da je zaradi prekomernega števila treningov nivo kortizola pogosto visok, to tvoje telo spravi v stanje kopičenja odvečne maščobe. Ker se zaradi pretreniranosti sproži alarm, tvoje telo začne pripravljati zaloge, ker je poraba energije bistveno večja kot sicer. To pomeni, da se precej več hrane, ki jo poješ, za hude čase shrani v obliki odvečne maščobe.
Ja, tako je, ti treniraš in treniraš, odvečne maščobe pa rastejo. Naj te še enkrat spomnim, da organizmu ni važno, kako seksi je tvoja postava, edina naloga je ta, da preživi čim dlje časa. Zato pa je potrebna energija. To pa še ni vse. Pretreniranost te lahko pripelje do točke, ko moraš svojo preobrazbo popolnoma prekiniti. Da bo stvar jasna, si poglejva tole primerjavo. Če podjetje raste in se razvija, je postopoma soočeno z manjšim stresom, na kar se prilagodi in tako postaja vse boljše. Če pa kar naenkrat pride ogromno naročil in je stres pretiran, sistem lahko odpove, podjetje pa propade. In enako velja za tvoj organizem. Poleg tega, da je konstanten stres, ki je posledica prekomernega števila treningov, odgovoren, da se na tvojem trebuhu kopiči odvečna maščoba, hkrati lahko ogrozi tvoje zdravje. Naj te opozorim, da pogosto povišana stopnja stresa oslabi oziroma poruši tvoj imunski sistem in omogoča virusom in bakterijam, da bistveno lažje napadajo tvoje telo. To se pokaže predvsem pri posameznikih, ki se dobesedno čez noč zapodijo v preobrazbo, trenirajo in kar na lepem zbolijo. Prehladi, prebavne težave, pomanjkanje energije in tako naprej so situacije, zaradi katerih morajo na neki točki s preobrazbo prekiniti. Vse to jasno vpliva na njihovo motivacijo, ki pa je pri doseganju ciljev izredno pomembna. In ker govorimo o motivaciji, še ena zelo pomembna informacija oziroma signal, ki ga večina spregleda. Poleg že omenjenega hormona se v stresnih situacijah sprošča tudi adrenalin. In ja, če se to dogaja v mejah normale, nobenega problema. Če pa gre za pogost pojav, ta konkretno vpliva na tvoje počutje, natančneje na tvoj spanec. Ker je tvoje telo zaradi prekomernega števila treningov preplavljeno z adrenalinom, imaš težave za spat, se večkrat zbujaš, prekineš proces regeneracije in tako dalje. Vsi pa vemo, s čim se soočajo posamezniki, ki imajo težave s spanjem. Slej ko prej se soočajo s pomanjkanjem energije, z nihanjem v razpoloženju, z razdražljivostjo, včasih celo z depresijo. In vse to zato, ker prehitevajo čas in pozabijo na svoje telo. Zato te opozarjam, ne naredi te napake, ki te lahko popolnoma uniči. Za super rezultat je pomembno optimalno število treningov in kvalitetna regeneracija. To je edini pravi način, s katerim lahko v najkrajšem možnem času na zdrav način dosežeš cilje, ki sva jih omenila na začetku. Ko se trenira na polno, osredotočenost je maksimalna, če se le da, vedno stopiš iz cone udobja in vaje izvajaš pravilno. In zapomni si, če svojemu telesu znaš prisluhniti, imaš na razpolago vse informacije, ki jih potrebuješ za super počutje in top rezultat. V primeru, da se boriš s kopičenjem odvečne maščobe, počasnim napredkom pri preobrazbi, nespečnostjo, bolečinami v sklepih, prehladi, konstantno utrujenostjo, nihanjem razpoloženja, nekontroliranim apetitom, depresijo, dehidracijo in tako dalje, potem obstaja velika možnost, da se težava pojavlja zaradi prekomerne količine treningov. Zato te opozarjam, da se preobrazbe lotiš premišljeno in daš čas v čas. Sigurno bo najlažje, če zaupaš preverjeni strategiji, ki poskrbi za optimalno število treningov, ti odmeri čas, ki ga nameniš regeneraciji in počitku in te tako pripelje do želenega rezultata. Vsi omenjeni elementi so del mojega načrta, ki je številnim posameznikom pomagal preskočiti oviro, se premakniti z mrtve točke in doseči želen rezultat. Predlagam ti, da se nehaš igrati s svojim zdravjem, svojo motivacijo in svojo preobrazbo. Pridruži se nam in zaupaj popolni vadbi.